Torej, dobro večer vsem skupaj, dobrodošli nazaj na Parabellum. Z menoj sta general Paolo Capitini in Daniele Moro in nocoj se bomo ukvarjali z različnimi temami. Seveda bomo začeli z vprašanjem Trumpa, Hormuške ožine, Irana, ker je zagotovo tisto, kar je naredil Trump, naredil in razveljavil, saj vemo, da si Trump v 12 urah premisli, a škoda ostane, ker lahko sicer spremeniš mnenje, ampak izjave, ki jih daš, drugi ne pozabijo tako zlahka. Ideja, ki so jo imeli v zadnjih urah, je bila, da bi Američani uvedli nekakšen reket, torej 20% pristojbino v Hormuški ožini. Jaz jim pravim, da je to najbolj neumna stvar, kar jih lahko kdo kdaj reče. Predvsem za državo, ki ima izhod na morje, ki je ta izhod vedno omogočal projiciranje moči, ki ga ni mogoče blokirati, ker ima pomorska sila vse interese, da ohrani promet odprt. To je ena prvih stvari, ki jih želiš narediti, na čemer temeljijo vse strategije imperija. Že od časov praktično napoleonskih vojn Angleži so imeli ves interes, da vse ostane odprto, ker je bil to edini način, da zadušijo celinsko gospodarstvo, ne pa svojega. Nekaj takega naredi drugi, če on reče, da hoče to narediti. Ker so potem drugi delegitimirani, da bi poskusili sami, in to odpre Pandorino skrinjico, kjer bi lahko vsak začel govoriti: odlično, ta morski pas je moj. Plačaš 20 tukaj, 20 tam. Kaj bi rekli tistim v Malajskem prelivu? Ali vsi izsiljevalci, ki so v Južno-Kitajskem morju, kaj bi lahko rekli Jemenci, kaj bi lahko rekli Egipčani, kaj bi lahko rekla Turčija ali baltske države in Danska? To bi lahko počeli tudi v Skageraku ali pa Angleži v Skageraku ali pa še kdo drug. Vsak bi lahko začel delati kaj takega. Ne verjamem, da bi to koristilo komurkoli. Si predstavljate, če bi moral vsak izdelek, ki prihaja iz Kitajske, plačati? Carino, če bi moral plačati carino, ko gre mimo Malezije, carino, ko gre mimo Egipta, in še eno, ko pride recimo na Dansko. Nikoli se ne konča, to sploh ni ideja, je. Zanimivo je videti, da se je v nekaj urah premislil in stopil korak nazaj. Zdaj pa, koliko je ura? 21:04, mogoče bomo ob 21:05 ovržen in bi lahko rekel, da iščejo drugačno vrsto dogovora. To je povzročilo nekaj nemira, recimo nemira na trgu, predvsem pa to vojno, ki se vleče. Bilo je očitno, da dogovora ni bilo. Zahteve ene in druge strani so bile tako različne, da se je zdelo nesmiselno reči, da je vse dogovorjeno. Po mojem mnenju se bo to vleklo in mislim, da to ni koristno niti za Trumpa, saj bodo kmalu vmesne volitve in nadaljevati vojno, ki je končana, ki je ne moreš zaključiti in ki se lahko potem samo še poslabša. Edini, ki imajo od tega korist, so seveda Izraelci, po mojem mnenju, ker imajo oni zagotovo vse koristi od tega. V zaostrovanju, tudi osebnem, ker si Trump te stvari potem zameri. Tudi na osebni ravni se sploh več ne spomni, kako se je začelo, ampak začne prepirati na osebni ravni. Torej, začel bi prav s tabo, Daniele, ker se dobro spoznaš na te zadeve in si videl to spremembo v 12 urah. Kaj misliš o tem? Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem, tudi tistim, ki nas poslušajo. Torej, moj vtis je, če pomisliš, ko je danes zjutraj rekel, da on jamči za Hormuško ožino, mu je iranski zunanji minister rekel: ne, predsednik, mi jamčimo zanjo in prosimo vas za veliko manj, kot od vas zahteva Trump. Ta točka, ki si jo izpostavil, je izjemna. V smislu, da je Hormuška ožina prehod v mednarodnih vodah, nobena država na svetu ne more zagovarjati takšnega stališča, če ne je to piratstvo, nima nobene zveze s tem. Če greš skozi kanal, ne vem, Sueški ali pa Panamski kanal, je prav, da plačaš za vzdrževanje prehoda. Ampak v mednarodnih vodah je to konec. To je konec mednarodnega sobivanja.
In prav imaš, kar praviš. To je tako stališče, na katerem v trenutku, ko se je Trump postavil na isto raven, Iranci, ki blokirajo Hormuško ožino, so obsojeni strani mednarodne skupnosti, ker izvajajo nezakonito dejanje. Vidiš, da so ga tudi v ameriškem kongresu, v ameriških medijih, v zadnjih urah mnogi napadli. Nekateri so celo videli, pretekli primeri Trumpa, je rekel, da je ta tukaj igral na naftne terminske pogodbe, medtem pa je tudi danes postal bogat. Potem je še ena stvar, ki je teoretično v 7 minutah, Mirko, 7 minut on je odgovoril. Blokada v Hormuzu, torej ameriška pomorska blokada, se začne ob 21. uri po italijanskem času. Zanimivo bo videti med tem pogovorom, ali bo prišlo do kakšnih novosti. Druga stvar. Danes se je zgodil še en dogodek, ki postavlja Trumpa v zelo težak položaj. Iranci so nadaljevali z bombardiranjem ameriških baz v zalivu in s tem pokazali, da Američani niso sposobni zaščititi ne samo držav v zalivu, ampak celo svojih lastnih baz v zalivu. Kar je nekaj simetričnega, vsi smo to videli tudi z generalom Capitinijem v preteklih tednih. S tem, kar se dogaja Rusom, ki niso sposobni zaščititi svojih rafinerij, torej imaš dve veliki sili, na eni strani Američane, na drugi strani Ruse, v drugačnem kontekstu, ki v resnici nista tako zelo močni. In s tem zaključujem. Moj vtis, o tem smo govorili nekaj minut pred začetkom tega spletnega prenosa, moj vtis je, da tudi tokrat za Trumpom ni prave strategije. Torej, Trump ima impulzivne reakcije, ima nekaj stalnih točk, naprimer vmesne volitve, kjer je očitno, da vsakič, ko on dramatizira situacijo glede Hormuške ožine, cena goriva naraste. Ampak to je očitno. In bolj kot cena naraste, bolj razočara svoje volivce. Po drugi strani pa se pokaže pravi problem, o katerem razpravljamo že nekaj mesecev, in sicer, da se nikoli ni začelo pravo pogajanje. Potem, ko sta Trump in Netanjahu izjavila, da želita uničiti iranski režim, jima to ni uspelo. Nikoli se ni začelo pravo pogajanje, poskus verodostojnega kompromisa z Iranci. Obstajajo le primerja, ki jih vsakič uniči impulzivnost, in to je moja poanta, človeka, ki po mojem mnenju nima prave strategije. Nima prave strategije. No, ne vera strategije. Medtem ima Netanjahu drugačen scenarij, geografijo. Izrael 2 uri leta od Teherana, Združene države pa Iranci zagotovo ne ogrožajo. Druga strategija, in tako imaš tudi zadnjo točko, o kateri lahko, če želiš, kasneje govoriva, tudi to sporočilo nocoj od Trumpa, dejansko proti Netanjahuju, evo ga, tam je, evo, tam, ki je prišlo ven pred nekaj minutami, to ni dober znak za stabilnost ali poskus stabilizacije regije. Zakaj on reče Netanjahuju nekaj minut po srečanju z iraškim premierjem, za katerega mimogrede, ne vem, če ga je kdo videl, če greste na Washington Post, je išlo pred 10 minutami. Srečal se je z iraškim premierjem in mu pred svetovno javnostjo rekel, ampak vi ste dosegli volilni uspeh. Moro. In Washington Post je opozoril, da iraški premier nikoli ni sodeloval na volitvah, bil je postavljen na ta položaj, ne da bi bil izvoljen. A le nekaj minut kasneje je izšla izjava, ki jo vi pravkar prikazujete. In to pomeni, Netanjahu moraš oditi. S pogajanji, ki potekajo danes v Rimu med Izraelci in Libanonci, previdno. To pomeni, da spravlja v težave tudi izraelsko vlado, ta izjava. Ker se ti še enkrat zdi, da Trump, ko gre za težave drugih, reče, zdaj se pa znajdi, Netanjahu, znajdi se sam. To ne pomaga.
Ja, še ena stvar je. Število gaf, ki jih dela v tem obdobju, je neverjetno. Pred kratkim je rekel, da bo napadel, mislim, Islamsko republiko Japonsko, torej je napadel. Memi, ki so prišli ven z zastavo vzhajajočega sonca in v njej polmesec islama ne povedo kaj dosti, ampak res so si izmislili vse mogoče. Očitno ni dobro seznanjen z različnimi situacijami in dela take stvari. Trump si je želel, da bi bil premier Knop za volitve, ampak ta tip sploh ni bil v drugem krogu, kot je pravilno rekel Moro. Zanimivo je videti te stvari, ki so tako naključno vržene ven. Mimogrede, najprej naj Pavlo komentira, kaj si misli o trenutni situaciji, potem pa preidemo tudi na čudno obnašanje Trumpa na srečanju v Ankari glede Zelenskega. Bil je nenavadno, recimo, mehak, zdel se mi je zelo drugačen kot običajno. In tudi to morda pojasnjuje neko strategijo, glede na to, da je vmes poskuša normalizirati stvari. Ker tega ne pravim jaz, to pravijo ameriške ankete tudi v republikanskem svetu. Morda ne znajo najti Ukrajine na zemljevidu, morda jim ni mar za Ukrajince, morda jim sploh ni všeč ideja, da bi podarjali orožje in denar. Tako kot je storil Biden, ideja, da bi se Američani zavezali z Rusi, jim pravzaprav ni všeč. Ker če vzamete katerikoli naključni film iz leta 2000 ali prej, so bili ponavadi zlobneži, tudi v filmih od Ramba naprej, Rusi. Torej so jih 60 let navajali na to. Da je to vedno sovražnik, že od obdobja makartizma naprej, težko jim je vsiliti to idejo o ruskem prijatelju in tako naprej, češ koga briga za Ukrajince in podobno. Tudi v republikanskem svetu ta ideja ni všeč. Torej, Trumpu ne uspe vsiliti ideje o zavezništvu z Rusi, niti svojim privržencem ne. Prosim, Pavlo. Torej, predno odgovorim na tvoje vprašanje, ki je res zelo zapleteno, bi rad omenil dve stvari. Najprej, danes je 14. julij, dan zavzetja Bastilje, francoski državni praznik, zato čestitke našim zaveznikom in tudi prijateljem. Ja, Pavlo, ker ga jaz ne slišim. Sliši se, jaz se slišim. Poskuši malo. Vi slišite? Tako ugotovim, če je težava pri meni ali če... Pavlo, slišiš? Zaenkrat nadaljuj ti, ker je v redu. Torej, vse najboljše Franciji in Francozom, ki so bili in so še vedno narod, na katerega celotna Evropa gleda na poseben način. Bili so zgled, včasih negativen, a veliko pogosteje pozitiven, kam mora iti, kaj mora narediti Evropa glede določenih tem. Zato iz srca vse najboljše Franciji in to je lepa novica. Potem pa je tu še slaba novica, ki jo moram omeniti, danes sem izvedel za smrt prijatelja. In pomembne osebe v mojem vojaškem izobraževanju, umrl je general Domenico Villani, ki je bil moj poveljnik v brigadi Bersaglierjev Garibaldi. Dolgo časa je bil namestnik načelnika generalštaba obrambe, predvsem pa je bil zgled zmernosti in pozornosti do nižjih činov. Nikoli ni izgubil želje po poučevanju, po tem, da pokaže, kako se lahko izboljšaš, tudi če si na činovih, ki so tako daleč od njegove. Kar bi generalu Villaniju omogočilo, da bi lahko tudi spregledal. On je vedno videl vojsko kot nekakšno verigo znanja, čustev in vrednot, ter jo je vedno branil. Danes sem izvedel za njegovo smrt in to je zame in prepričan sem, da tudi za mnoge druge, ki so ga poznali, bila novica, ki jih je zagotovo zelo užalostila. Opravičujem se, če sem uporabil ta javni prostor za dve zasebni zadevi. Zdaj pa pridem na odgovor glede Trumpa. Občutek, ki ga imam in ki me tudi vodi k vprašanju, je, da Trump ni voditelj, torej da ne vodi Združenih držav v neko smer. In do tu je vse v redu. Ampak drugi del je tisti bolj zaskrbljujoč. Se ni jasno, zakaj Združene države, torej vsi tisti, ki niso Trump, ne čutijo potrebe po nekom, ki bi jih zastopal in jih vodil nekam. Če mi dovolite metaforo, je kot da na avtobusu sploh ni voznika. Vozi ga šimpanz.
Vsi potniki na avtobusu pa se še vedno igrajo s pametnim telefonom. In nihče ne opazi, da ta avtobus pelje ne ve se kam. Tragedija je, da Združene države dopuščajo takšno vodstvo, ki jim na mednarodni ravni povzroča ogromno zmede in jim povzroča škodo. Resno tudi na gospodarski ravni, ker to, kar počne, ima posledice tako na notranjo inflacijo, na denarno verodostojnost, kot tudi na povečanje inflacije v zavezniških državah. Torej ima resne težave, ki se potem resnično pokažejo na svetovni ravni. In zdi se, da Združene države tega ne opazijo, se tega ne zavedajo ali pa nočejo ukrepati. In to je prvič, da to vidimo, ker smo vajeni imeti predsednika države, ki je predstavnik neke skupine, predstavnik neke vizije, ki vodi to mogočno državo v določeno smer. Danes je nekoliko strašljivo videti, kdo stoji za Trumpom. In to predvsem zaradi prihodnosti Združenih držav, še preden pomislimo na prihodnost sveta. Da bi se spomnili dni, ko je začel žaliti našega predsednika vlade. In tam je prišlo do spremembe v razlagi. Ni šlo za to, da bi mi imeli težave s Trumpom, bilo je treba odgovoriti. Poglejte, Američani, problem imate vi, ne mi, vi imate problem. Da vas zastopa taka oseba, ni problem v tem, da ste užaljeni, ampak je problem ravno nasprotni. Zavedajte se, v čigavih rokah ste. In zato sem hotel oditi, hotel sem se umakniti. Vprašanje za Daniela glede insajderskega trgovanja, s katerim se Trump javno ponaša pred vsemi. Vsak trenutek pravi, zaslužil sem $1 milijardo, 1 milijardo in 200 milijonov. In koliko še? Če ne, pa kar vse skupaj, kot bi rekel nekdo. In tudi tam se ne zgodi nič. In tudi to se mi zdi malo čudno. Ker če nekdo zasluži, Trump, to pomeni, da je nekdo drug, ki počne isto in zgublja. Ker nima teh poslov, teh informacij, nima teh prednosti in zato fizično in dejansko izgublja denar. Zato obstaja trgovanje na podlagi notranjih informacij, da bi bili vsi na istem, brez da bi nekdo izkoriščal druge, samo zaradi svojih informacij in svojega položaja. In zato vprašam Daniela, če so kakšne novice, tako da tudi jaz vem, da se nekaterim začenja dvigovati pritisk. Ne bom razlagal, kaj to pomeni, ampak razumemo se, ker nekateri začenjajo precej izgubljati. Ni problema. Takoj odgovorim. Prvo vprašanje, ki ga postavi general, je vprašanje, ki si ga zastavlja praktično celotna svetovna javnost. Dejansko smo soočeni z predsedstvom, drugim predsedstvom. Trump brez omejitev nadzoruje republikansko stranko, ki mu je še pred nekaj leti poskušala nasprotovati. Demokrati so v položaju, ki je, če dovoliš mojo opombo, Mirko, zelo podoben položaju italijanskih demokratov. In torej dobro vedo, kako biti v opoziciji, ne vedo pa, kako se postaviti kot verodostojna vladna sila. Potem je še en vidik, ki je ključen, glede na to, kar je prej rekel Mirko, in ki je povezan z vprašanjem generala Capita. Dokler imata predstavniški dom in senat republikansko večino pod nadzorom Trumpa, parlament dejansko nima velike preiskovalne moči na pravosodnem področju. Zato je Trump od januarja na vseh sestankih bolj ali manj za zaprtimi vrati, ki jih je imel, še posebej z republikanskimi poslanci, je rekel, če izgubimo vmesne volitve, bom dobil 3. ustavno obtožbo. Kaj to pomeni? Če pride do demokratske večine, vsaj v predstavniškem domu, potem ima predstavniški dom, demokrati v predstavniškem domu, preiskovalna pooblastila. Ne samo za prihodnost. Da odgovorim generalu Capitiniju, ampak tudi zaradi tega, kar se dogaja zdaj. Torej praviš, ali bi imeli moč, da sprožijo preiskavo proti Trumpu? Verjetno ne, ampak proti njegovima 2 sinovoma,
Pa ja, in proti Zetu tudi. Mislim, Zet potuje po Sredozemlju in kupuje otoke. Poskusil je v Srbiji, uspel je v Zalivu, prejel je naložbe in Trumpov odgovor, ko že tedne celo ameriški mediji pravijo, to se še nikoli ni zgodilo v zgodovini, v 250 letih zgodovine Združenih držav Amerike, da bi se predsednik v času mandata tako hitro obogatil in na tako nesprejemljive načine. Odgovor, ki ti ga da, je: zaslužil sem, ker je borza dobro poslovala. Ampak govor, ki ni prepričal generala Capitinija, verjetno ni prepričal nikogar niti na Wall Streetu. V smislu, da je jasno, da ti, ki si se odločil zapreti Ormuz pred 20 minutami, pa ugani. Uganka, dovolj je, da tvoj sodelavec ve, da si se pred 3 urami odločil za to igro, ki ne potrebuje ukaza, da bi izvajal notranje trgovanje. Prepričan sem, da med številnimi sledilci Merka obstajajo taki, ki se bolje kot jaz spoznajo na to, kako enostavno je upravljati to stvar. Mimogrede, naj vam povem še eno stvar, ki je bila izpostavljena pred nekaj meseci, in da naj bi obstajale nekatere pisarne, pravne pisarne, posebej v Washingtonu, ki se ukvarjajo z podporo vlogam za predsedniško pomilostitev. Na splošno je nekaj časopisov, ki so zelo kritični do Trumpa, opozorilo, da se predsedniške pomilostitve običajno zgodijo v zameno za velike donacije za volilne kampanje, ki so všeč predsedniku. Prava stvar, ki jo želim povedati generalu Capitiniju, in tudi tukaj upam, da se motim, je po mojem mnenju bistvo v tem, da Trump nima nobene strategije. Trump ostaja osebnost, ki je nagovorila Ameriko v socialni stiski, v stiski tudi na mednarodni ravni. Drugače je to, kar pravi Merko, kar je zelo pomembno v primerjavi z Rubijem, na primer. Rubio je danes zjutraj dejal, da moramo ne le izstopiti iz mednarodnega kazenskega sodišča, ampak celo prepričati prijateljske države naj izstopijo. In naslednji četrtek, čez 2 dni, so sklicali sestanek na State Departmentu. O tem so včeraj pisali tudi italijanski časopisi. Gre za srečanje s 60 državami, vključno z Italijo, da bi uskladili boj proti terorizmu. Samo tisti levičarski, torej se skrajni desnici v Italiji, Nemčiji, Franciji in Angliji ni treba bati, levica pa se mora. In 20 ameriških veleposlaništev po svetu. Vključno s tisto v Rimu, dobili so ukaz od State Departmenta, naj pridobijo vso dokumentacijo o tekočih preiskavah. Odprta vprašanja glede terorizma, vendar samo tistega z leve. Kaj pomenita ti dve stvari? Da je dokument, ki je bil narejen lani o novi strateški politiki Združenih držav Amerike, govoril tudi o posredovanju v Evropi. Glede vrst vlad, ki so v Evropi, ki jih Trumpova administracija ne šteje za sorodne, vključno z Melonijevo, se to nadaljuje. Torej imaš trenutno 2 stališči v Washingtonu, tista Trumpova, ki po mojem mnenju nima nobene strategije, vendar pa ima del skupine, ki dela z njim, strategijo, in to zelo jasno. Tista je, če želimo uporabiti stari izraz, resnična desnica. Potem je tu še ameriško gospodarstvo. Naj vam dam še en zadnji podatek. Sporočilo, ki si ga v zadnjih mesecih poslal preostalem svetu z nepoštenimi, nehvaležnimi obtožbami, vojaki, ki so se borili kot Italijani v Afganistanu, v Iraku, da so bili izdajalci in tako naprej. Si je to prineslo kakšne ankete? Da, med Italijo, Anglijo in preostalo Evropo od 77 do 80% tudi volivcev desne sredine je kritičnih ne do Amerike, ampak do administracije Trumpa.
In to povzroča težave tudi vladam desne sredine, strankam desne sredine v Evropi, ki so bile naklonjene Trumpu, dokler Trump ni naredil naslednjega koraka. In ti je pokazal, da on nima prijateljev, nima zaveznikov, ima stranke. Mirko, ne slišimo te. Ne sliši. Tudi tebe. Torej, to, kar izpostavlja Capitini, je povezano z Mirkovo razpravo. Hvala. To je zelo resen problem, ker nimaš strategije. Moral si priznati, da so Ukrajinci na nek način prenehali biti pasivna stran. Niso več samo prejemali udarcev v glavo od Rusov, več kot 4 leta, ampak so jih začeli tudi vračati. In ve se, da so Trumpu všeč takšna stališča. Všeč so mu močni, zmagovalci, tudi človeški. Po drugi strani pa imaš situacijo, v kateri situacije v Ormuzu, po vsem, kar se je zgodilo, po mojem mnenju, ni več mogoče reševati z nobeno strategijo, če jo je sploh imel. Bližnji vzhod z Netanjahujem, spomnim vas, da bodo v Izraelu volitve nekaj dni pred ameriškimi vmesnimi volitvami. Tako bo med Združenimi državami in Bližnjim vzhodom vrelo, kar bo zagotovo dalo, kako naj rečem, priložnosti Kampokjarju, Parabelumu, da temeljito analizirajo, kaj se bo dogajalo v naslednjih tednih. Ker bo, po mojem mnenju, prišlo zelo težko obdobje. Zelo težko. Ne slišimo te. Daniel, me slišiš? Odlično, zelo dobro. Medtem ko Mirko rešuje težavo, te sploh ne vidim. Ne slišim te in ne vidim te. Evo, zdaj se sliši. No, dobrodošli nazaj. Evo ga. Kaj mu je? Hotel sem te vprašati, zakaj je nenadoma začel uvajati prepoved približevanja Meloni in tako naprej. Ona sploh ni več govorila in to zato, ker si je upala odgovoriti. Druga stvar je ta zgodba o sprejetju zakona s 350 milijardami izdatkov za obrambo. Kar je, če smo iskreni, nora vsota. Če lahko najdeš, se ni nobene logike v tem, kar počne. Ampak 350 milijard, misliš, da bo ta zakon sprejet? Ampak treba je videti, jaz pač povem svoje, ampak general Capitini seveda ve več kot jaz. Treba je pogledati orožarske lobije v ameriškem parlamentu, koliko si prizadevajo. Eden od problemov, ki so jih izpostavili takoj, ko je on to omenil, Mirko, je bil naslednji. Ker naložbe na vojaškem področju zahtevajo zelo dolge roke. Kdo nam zagotavlja, da če te osebe nekega dne ne bo več v Beli hiši, ne predsednik in tudi naslednji predsedniki morda ne bodo več spoštovali teh naročil? To je težava, ki povsem upravičeno velja tudi za obrambno industrijo v Evropi. In v resnici vedno ostaja dejstvo, da ob spremembah razpoloženja in strategije jaz lahko razložim, zakaj je napadel Meloni. On ni napadel Meloni, ker bi si ona želela narediti selfie, ker iskreno med odraslimi to ne more biti razlog. Resnica je, da se je spravil v težave, saj je imel cilj, ki sta mu ga dala Netanjahu in vodja Mosada. O tem smo že večkrat govorili in to nikoli ni bilo zanikano. Končal je v težavah, ker se je zanašal na 2 nepremičninska špekulanta iz New Yorka. Witkoff, njegov golf partner in zet sploh ne vedo, o čem govorijo.
odstranili so vse strokovnjake. Veste, na ameriškem zunanjem ministrstvu se zdi, da sta bila edina dva ameriška diplomata, ki sta znala farsi, odpuščena strani Muska pred letom in pol. Prejšnja pogajanja, tista, ki Trumpu niso bila všeč, tista, ki jih je vodil Obama, so trajala 2-3 leta, premišljena. Pozor, tudi Iranci imajo na drugi strani odpuščene ljudi. Če pošlješ dva naključna človeka na pogajanja, ne moreš misliti, da boš, ker so Iranci, prišel tja in jim rekel, lej, bom te bombardiral. Tako to ne deluje. On si je sam zakuhal težave. Poiščijo tudi. Zato potrebuješ strokovnjake. Ta bo všeč Pavlu. Drugače se konča kot pogodba iz Učialija. Ne vem, če jo veliko ljudi pozna, kjer smo mi pogodbo napisali v italijanščini. Mi smo. Rezultat je bil, da naša različica ni govorila tega, kar je pisalo v njihovi. Zato potrebuješ nekoga, ki to zna dobro narediti. Ampak da se vrnem in tudi podprem to, kar pravi Daniele Moro, bom citiral nekoga, ki zagotovo ni ravno pristaš Trumpa. In to je Lavrov. Lavrov je v diplomaciji, se mi zdi, od leta 1974, nekaj takega. Rojen je bil že z diplomatsko čepico, še preden je postal takšen. Pravi, v zvezi z Bližnjim vzhodom, pravi. Ali ne vidite možnosti, da bi skupaj z Združenimi državami sodelovali pri pogajalski mizi za rešitev tega problema na Bližnjem vzhodu? In Lavrov odgovori, mi z veseljem. Če bi v ameriškem zunanjem ministrstvu sploh našli koga, ki zna vsaj na zemljevidu pokazati, kje je Bližnji vzhod. Se pravi, o Lavrovu lahko rečemo marsikaj, ne pa tega, da ne zna opravljati svojega poklica. In če ti najstarejši med svetovnimi diplomati reče, da o njegovi stroki nimaš pojma, o čem sploh govoriš, te to malo prizemlji. To je ena taka mala lekcija, ena taka posebna ocena. Ampak jaz še vedno vztrajam pri tem, morda sem preveč evropejec, pravzaprav zelo provincialen, in zame je to nekaj, na kar sem pravzaprav ponosen. Ampak v Evropi bi katerakoli opozicija razkrila dokaze o teh protislovih, bi rekla, kaj pa moji, ampak se zavedate, kaj je naredil. Mislim, tudi, in to je tisto, kar me resnično straši. Da je sistem prva demokracija na svetu, branilka vere, vse to, kar pripravlja, je zato, da naredi. Ni glasu, razen kakšnega časopisa, ki to počne za denar in dobiček, zato mora delati tudi to. Ampak političnega glasu, ki bi rekel, kaj pa delaš s tem početjem? S podatki v roki. Predstavljajte si isto situacijo obrnjeno v katerikoli evropski državi. Mi smo ga dobesedno pojedli živega. Conte zaradi mizic na kolesih, zaprtje hormuške ožine. Postavite obe stvari na isto raven in poglejte malo, in mi smo ga pojedli živega. In ima prav. Torej, nadzor nad politično in tudi socialno opozicijo v Evropi, vse skupaj, in to ni tista iz 80. ali 70. let, govorimo o tej zdajšnji, ampak bolj ali manj ti ne omogoča, da bi počel vse neumnosti, ki ti padejo na pamet, ne da bi kdo kaj rekel. Lahko sprejmem, da nihče ničesar ne naredi, ampak da nihče niti nič ne reče, je pa malo preveč. In to me zelo, zelo, zelo skrbi za prihodnost po Trumpu. Če je to država, fantje, ne vem, kako se bo to končalo. In ti praviš, da te briga. Nas ne, ampak Združene države, ki grejo skozi resno krizo, ki lahko pripelje tudi do nasilnih, negotovih izhodov, to neposredno zadeva tudi nas. Spomnimo se, zdaj nisem ekonomist in se bom zagotovo zmotil, ampak poglejte malo, kakšno je stanje ameriškega gospodarstva. Gospodarstvo, ki je vse stavilo in morda tudi upravičeno na umetno inteligenco in na vrhunsko tehnologijo. Za puščavo imajo nekaj dobrega kmetijstva in kar precej, ampak med koruznimi kosmiči in umetno inteligenco vmes tovarne vijakov in matic nimajo več. Imajo javni dolg, ki je osupljiv. Tu je ena ključna točka. Če je bila Amerika v drugi svetovni vojni arzenal demokracije, kar je bila ključna stvar,
In je z denarjem pomagala pri obnovi Evrope. Prvič, ker je bilo to potrebno, in drugič, ker je najboljši način za poslovanje tudi vlaganje v svoje zaveznike, ki bodo potem trgovali s tabo. Tako se je Marshallov načrt vrnil tudi v obliki sodelovanja in tudi vojaškega sodelovanja in tako dalje. Danes ima nadzor Političnega nadzora, tudi dolga v nekem smislu, na katerega so drugi vezani. Če pogledamo, kako deluje kopensko in pomorsko cesarstvo, je vse, kar je naredil Trump, v nasprotju z osnovami vsakega pomorskega imperija, torej svobodo plovbe. Spodbujati trgovino, vlagati v zaveznike. Ker tebe ne morejo napasti. Torej, neizogibno bo šel v boj z zavezniki pri zaveznikih doma, v primeru napada, ali z zavezniki drugje. On je v tem smislu praktično vse raztrgal, tudi zato, ker je igra sankcij, pa tudi igra tarif, igra z ničelno vsoto. V smislu, da jaz izpadem kot pameten, glej, uvedel sem ti 50% tarifo in ti si tiho, brez besed to sprejel. Plačaš ti? Funkcionalno deluje enkrat, potem ti nekdo drug neha delati usluge. Medtem ko če se dogovorita za nekaj, kar ustreza obema na dolgi rok, veš, kaj je fora? Vse odločitve so kratkoročne odločitve, ki koristijo še ožjemu krogu ljudi okoli Trumpa. Prej je bil to mogoče krog določenih mislecev, recimo tistih, ki so bili okoli Wolfa, okoli Busha in tako naprej. To niso državniške odločitve. To niso dolgoročne odločitve. In to se opazi tako v Evropi, kot seveda pri Trumpu, ki niso državnik. To niso odločitve, v katerih bi rekel, naredi nekaj, ker se bo za naslednjo generacijo v naslednjih 20 letih nekaj izboljšalo. Sprejemajo odločitve, ki prinašajo kratkoročno korist. Včasih le za en teden ali en mesec. Najlepša hvala, da dopolnim tvojo misel. Prav na podlagi govora Roosevelta, ki pravi, mi se moramo preobraziti v arzenal demokracije. Čudovit, izjemno navdihujoč govor, zelo zanimivo. Tisto, kar je na to še dodatno pospešilo krizo leta 1929, gospodarski zaton Združenih držav v prvih 5-6 letih 30 let. To je bil dolgoročen govor. Moj strah je, da bomo iz arsenala demokracije, mi, Evropejci, postali hranilnik Združenih držav. Poglejte, če pogledate, koliko prihrankov je v evropskih bankah, vključno z našimi. Gre za količino denarja, ki ne kroži in do katerega ne moreš priti. Začnemo postajati nekaj privlačnega za to vrstno obdobje. Pojavil se je podatek, morda povem napačno številko, naj mi oprosti tisti, ki posluša, ampak zdi se mi, da sem slišal zgodaj zjutraj, da skupni prihranki, ki jih imamo mi Italijani, nekje na vrhu, presegajo 1500 milijard. Če ne 1500, pa 1600. Dovolj je pogledati, da so italijanske zlate rezerve 3. ali 4. največje na svetu, če povem tako. In v takšni državi, ki je skoraj v stečaju, kako je mogoče poseči po teh sredstvih? Skozi bančno zakonodajo, ki je naklonjena. Skozi možnost, da s svojim pravnim sistemom prodre v tvojega, da naredi nekakšno splošno združitev, da črpa iz tega vira, da bi ostala nad vodo čim dlje. Tako, to je stvar, ki me straši skoraj toliko kot Ormuz, morda celo malo bolj. Ker ponavljam, postati hranilnik za Združene države Amerike bi me malo motila. Glej, izkoristil sem priložnost, medtem ko si nam dal to idejo, sem postavil vprašanje umetni inteligenci, ki ti seveda navede vire. Evropske družine, vsi imajo na računih in vlogah prihranke v vrednosti približno 12.000 milijard evrov, kar je vsaj 3-krat več kot v Združenih državah Amerike. In to je za Združene države nepredstavljivo, ker Združene države živijo od gibanj na borzi. Cela država živi od tega. Imeti takšen znesek, ki ga v bistvu držiš pod babičino zmetnico, je nepredstavljivo. In na nek način ti ga želijo vzeti, ker jim to pomeni preživetje. Srečno. Ampak preživeti za njih pomeni, da nam ostane samo še babica, niti vzmetnice več ne.
No, ker si omenil tisto stvar, mi pride prav vprašanje, ki so ga postavili v klepetu in tako jim tudi odgovorimo. Ravno zato, ker ko si v težavah, kaj ne? V smislu, da tudi mi opažamo, da nam hočejo pobrati denar, nam vsiliti ponovno oboroževanje s svojo opremo. Poglej ga zlomka, SAP je zmagal, vse je NATO, evropski NATO seveda, izbral GlobalEye, ki je pravzaprav AVAX, če se ne motim, smo v tem naredili prenos v živo Zanzaro, da pokažemo, da se nekaj spreminja. Poglejmo, AVAX je bilo področje, kjer so Američani veliko prodajali Evropejcem. Nenadoma poskušamo preusmeriti na recimo domače evropske izdelke, tudi zaradi vprašanja zanesljivosti. Poglej Španijo, ki ponovno razmišlja o F-35. Torej, na nek način Trump s svojim zelo grobim načinom itd. Ne dosega tistega, kar je resnično želel. Torej, da bi nam vsilil nakup in prodajo orožja. In veliko Američanov se odloča prav za drugačno alternativo. Zato ne vem, koliko bo njegov načrt dejansko deloval. In kot je pravilno povedal Daniele, je težko za velike proizvajalce orožja sklepati dogovore z mega Trumpovim načrtom v vrednosti 350 milijard. Če pa se morda čez 2 leti ta načrt zmanjša ali popolnoma razveljavi. In je zatem dolga zgodovina. Mi smo naredili prenos v živo Zanzaro, prav o vojaških nabavah. Kolikokrat? Tudi v Italiji so naročali 200 tankov ali 500 centaurov in potem jih je bilo vedno manj glede na priložnosti. Torej, naš poslušalec nas spominja, da smo mi kot Italijani izbrali Airbus kot dobavitelja in ne več Boeinga, te da so Španci opustili F-35. To so resne zadeve, Sobote, ne? Hvala tistemu, ki nam je to sporočil. Da, to je bilo vprašanje, ki se je lepo vključilo v pogovor, ko si govoril o teh stvareh, da pokaže, da so prvi znaki, da ljudje začenjajo izbirati stvari, porabljajo, ja. Kar bi potem bila veliko norčevanje iz Američanov, da mi trošimo, ampak ne kupujemo vaših stvari. Kar se potem ponovno vrne v evropsko gospodarstvo, torej spet koristi nam, ne njim. Voleta je slaba novica, samo da malo zmanjšam navdušenje. Z novo ureditvijo odpiranja pokojninskih skladov je tista obveznost, da moraš imeti odpravnino, kaj ne? Z novim zakonom o pokojninah se izkaže, da bodo Italijani od letos lahko TFR naših delavcev vlagali na ameriški borzi. Če tega nočeš storiti, moraš povedati, da nočeš, da se to umakne in uporabi na drug način. To pomeni, da svojo prihodnost po upokojitvi vežeš na to, kako bo šlo borzi, ameriški borzi. Naj spomnim, da je doživela zlom ne samo leta 1929, ampak tudi leta 2008 je imela velike padce. In vidi se, da so borzni zlomi vedno večji, ko čas mineva. Zdaj se vsake toliko menja balon high-tech, balon umetne inteligence. Zdaj, čeprav nismo vsi preroki nesreče, bo morda kdo imel prav. Morda pa tudi ne. Zanimivo je to, kar pravi Pavlo, ker je pred kakšnim mesecem imel prenos v živo z Yvesom Barbato prav o balonu umetne inteligence. Ker je veliko stvari povezanih s Trumpom. Trump je praktično omogočil Elonu Musku, ki je zagotovo lobiral. Spremenili so zakon tako, da se je lahko njegovo podjetje, čeprav ni imelo pozitivnega denarnega toka, uvrstilo na borzo v 15 dneh. In poleg tega obstaja ameriški zakon, ki sicer ne ravno obvezuje, ampak vseeno. To je malo izigravanje v smislu, da je ameriški sklad 401, ki je tudi pokojninski sklad, Recimo običajno vlaga v prvih 100 podjetij. in če vlagaš v prvih 100 podjetij kot posrednik, ki upravlja pokojninski sklad nekoga, prek tega sklada, če vlagaš v prvih 100, če pride do zloma, ti nisi pravno odgovoren, ker vlagaš v prvih 100. Kar smo opazili mi, kar opaža tudi veliko drugih, je, da je trenutno več kot 60 od prvih 100 podjetij z področja umetne inteligence. Ali so povezana z umetno inteligenco, ali pa so kakorkoli izpostavljena v zapletenem poslovnem krogu. Ker jaz kupujem kartice in ti kupuješ delnice, jaz tebi itd., kar popolnoma uniči smisel tistega zakona. Smisel je bil razpršiti tveganje na trgu
prvih 100. Problem je, da trg prvih 100 postaja vse bolj trg umetne inteligence ali z njo povezanih stvari. Torej, glede razpršitve gre vse v nič. Če se zgodi kaj slabega z balonom umetne inteligence, vse izgine, ne tako, kot se je zgodilo s subprime. Kaj je bilo? 20% trga odnese, 60-70% trga, ker je prvih 100 povezanih s tisto veliko stvarjo. In mi smo pametni, ker smo pač pametni. Zdaj hočemo povezati tudi naše pokojninske sklade. Res genialna ideja, poglej, narediti to stvar. Morda je prav, da slišimo malo Georgea Arparasa in nekoga kot Ala Boldrini o tej temi, ker znata to bolje razložiti. Jaz sem to ponovil tako, kot sem razumel, ampak problem obstaja. Bilo bi treba to razložiti. Preidimo k paradi voljnih. Jaz bi to povezal tudi s tem, kar se je zgodilo v Ankari. Videli smo Trumpa recimo malo bolj mellow, če uporabim angleški izraz, malo bolj prilagodljivega, malo bolj mehkužnega. Celo je rekel Zelenskemu, zakaj ne greš k Putinu. On je rekel, lej, ne morem, ker je tam nevarno, leti preveč ukrajinskih dronov. Ampak vse je bilo čudovito v tistem trenutku. Tam ti dam recimo načrte, kar bi bila licenca za izdelavo raket Patriot. Moram se pogovoriti s podjetjem. Se pravi, on brez da bi sploh vprašal podjetja, je kar tako rekel. Ampak zagotovo je bilo njegovo vedenje zelo drugačno kot običajno. Tako zelo, da je senator, ki je umrl pred nekaj dnevi, ki je bil sicer republikanec, bil vseeno precej naklonjen Ukrajini. Danes pa, ja, smo videli to parado voljnih z Macronom in tako naprej, smo na strani Ukrajine. To povem popolnoma iskreno, ker bova potem jaz in Pavlo imela precej tehničen pogovor in tako naprej. Ko imajo Ukrajinci trenutek za dih, ko jim gre kaj dobro, že vsi pridajo ven. Zdaj se Rusija razpada, sesuva, malo tako kot takrat, ko so bili Ukrajinci v težavah. In na drugi strani so vsi trobili jaja. Zdaj Rusi prihajajo v Kijev, prihajajo v Odeso in tako naprej. Vedno obstaja ta težnja. Ta vojna je nihalo, malo tako kot mnoge vojne. So nihala, ker ni moči, ne na eni, ne na drugi strani, da bi jo hitro zaključili. In zato obstaja težnja, da takoj, ko se zgodi nekaj pozitivnega za eno ali drugo stran, je težnja k skrajnemu pretiravanju. Malo tako kot takrat, ko so vstopili v Kursk. Kar je, po mojem mnenju, kontraproduktivno. Saj smo neizogibno videli poteze in protipoteze. Zdaj je ta parada, mi smo z Ukrajino. Seveda so odobrili tudi sredstva in dali sredstva tudi za drone in tako naprej. Vendar bi morali zelo resno govoriti tudi o vprašanju črnega laboda. Nepričakovani dogodki, ki bi se lahko zgodili ali jih ni mogoče predvideti, saj smo jih v tej vojni videli že veliko. Torej, jaz nikoli nisem imel tega navdušenja, niti leta 2023 ne, ko sem dvomil o nadaljevanju zahodne podpore. In mislim, da z dobrim razlogom. Saj je bilo vse tako odvisno od Američanov. Izkušnje učijo, Armenci bi lahko kaj povedali, Kurdi prav tako bi lahko kaj povedali, Afganistanci, tisti recimo, ki so se rodili v zadnjih 20 letih. Torej, ta parada. Koliko je tukaj resničnega, koliko je dejansko na mizi in koliko je le fotografiranje, koliko je politična predstava in koliko je dejanske vsebine. Kakšno je tvoje mnenje, Daniel? Torej, z političnega vidika je rezultat dober, ni pa izjemen. Ne pozabimo, ko general Capitini danes omenja državni praznik v Franciji, da je to zadnji za trenutnega predsednika Macrona. Je vodil, ko je včeraj in danes gostil večino najpomembnejših evropskih politikov. Jasno je, da so si zaradi nesposobnosti Evropske unije kot take izmislili to stvar z voljnimi. To je nekakšno zavezništvo med tistimi,
ki so pripravljeni sodelovati, kot se pogosto dogaja pri različnih temah, vendar se to vedno znova ponavlja. Problem je, da če Evropa s 27 državami deluje samo s soglasjem in pravico veta, moraš poseči po tej vrsti rešitve. V narekovajih striki, ki imajo veliko omejitev, v smislu, da politično sporočilo obstaja. Reakcija Lavrova, ki jo je prej omenil Capitini, je zanimiva, ker je bil Lavrov zelo vznemirjen. Napad, ki so ga Rusi izvedli proti tistim, ki so se včeraj pridružili v Parizu, je bil napad, ki je razkrival njihovo zaskrbljenost. Kar se seveda povezuje tudi z dejstvom, da jih Ukrajinci na terenu kar pošteno tolčejo. Brez zmage, a zagotovo so povzročili notranji problem Rusom. Če pogledate rusko propagando, njihovi propagandisti zdaj pravijo, da res je, obstajajo problemi, ni goriva, je racioniranje. Ampak se spomnite, v 90-ih letih so v Rusiji kradli brisalce na semaforjih. Jaz se spomnim, bil sem tam tudi, ko si prišel do semaforja, v Moskvi si moral biti previden, če si se ustavil, ker so ti praktično odnesli brisalec. S tem hočem reči, da je bilo s to državo konec. Torej imaš veliko bolj dvoumno situacijo. Ko Mirko govori o črnem labodu, je tveganje prav to. Tveganje je prav to, in sicer, da Rusi začnejo imeti notranji problem. Tudi oni bodo imeli volitve septembra, če se prav spomnim. Začenjajo imeti notranji problem. Če pogledate ankete, počakajte. Daniel staviva, greš zraven, 1000 evrov, da zmaga Putin. Torej, v anketah je še vedno visoko, ampak ne tako visoko kot pred 1 letom, 2 letoma, 3 leti. Drža kot Trump. V Ankari je to zagotovo povzročilo težave, prav tako v Moskvi. Dodajam še nekaj, kar je general Capitini prej omenjal. Kar smo poudarili pred nekaj dnevi in kar se mi zdi prav, da se spomnimo tudi nocoj. Poglejte, težava za Američane ni le v tem, da so jih Evropejci vzeli tako zares, da če morajo kupiti orožje, ga končno kupijo, vendar ne nujno ameriškega. In tam bi rad videl, kako bodo to rešili. Ampak ko je Trump rekel, saj Erdoganu je rekel, končno ti prodam F-35, so ostali kot dva. So zgubili glavo. Ne samo Netanjahu, Izraelci, pejdi povedati Izraelcem, da boš dal F-35 tudi Turkom. Ampak grška lobija, kot tisti, ki spremljajo tvoj kanal, vedo, je lahko preveriti, je majhna. Kar se tiče številk, recimo, da za predstavo je 1/3 v primerjavi z italijansko. Ampak grška lobija je zelo močna v nekaterih državah. En primer, ena zvezna država je recimo New Jersey. In nikoli ne smemo pozabiti, da so vmesne volitve za poslance, ne glasuje se za Trumpa ali za demokratskega kandidata, ampak za posameznega poslanca. In kako potem ta poslanec glasuje v parlamentu? Ko je treba glasovati ali prodati ali ne prodati, ker mora iti skozi parlament, resnično F-35 Turkom. In tam, tudi tam je naredil zmedo, ko je poskušal biti simpatičen, ker mu je celo rekel, na srečanje NATO pridem samo zato, ker si ti tisti, ki me vabiš. Torej, razumeš, da si vstopil v mehanizem, kjer se združi še zadnji korak, ki ste ga vi izpostavljali. Ko Capitini pravi, mi Evropejci ustvarimo veliko več prihrankov, kot jih lahko investiramo v evropska gospodarstva, to tudi misli. Točno to, kar sta pred meseci zapisala Mario Draghi in Enrico Letta. In sicer,
da Evropa nima dovolj naložbenih priložnosti znotraj evropskih borz. In to je problem. Druga težava je, da tudi nocoj uporabljamo tehnologije, internetna omrežja, kreditne kartice, praktično vse ameriško. In dokler smo bili prijatelji, zavezniki, morda celo nekoliko podrejeni, to ni bil problem. Zakaj? Mi smo prodajali blago Američanom, veliko več blaga, kot so ga Američani prodajali nam. V zameno so nam oni prodajali storitve. Če pogledate podatke, se je, kljub samo, kar je lani govoril Trump, to bolj ali manj izravnavalo. V trenutku, ko pa si prekinil odnose s preostalim svetom in rekel, da boš proizvodno vrnil v Združene države Amerike, glede tega ima Capitini prav. Po letu in pol nisi vrnil prav ničesar. Pokazal sem za sprostitev to kapo. Ta kapa, ki jo vsi poznajo, je bila narejena v Kambodži. Drugič je bila narejena na Kitajskem ali v Vietnamu. Torej, po Trumpu naj bi se lani ta kapa prenehala izdelovati v Kambodži in naj bi jo začeli izdelovati v Združenih državah Amerike. To bi razumel že vsak študent ekonomije v prvem letniku. Rekel mu je, glej, v Kambodži stane 20 centov, v Ameriki pa $10. Ugani, koliko kap? Danes v Združenih državah Amerike ne izdelujejo niti ene Trumpove kape. In torej si obljubil, kot da bi želel vrniti proizvodnjo, ki jo je Italija pred 20-30 leti preselila iz Italije. Tudi mi smo jih poslali na Kitajsko, v Vietnam, Kambodžo in tako naprej. Zdaj jih vračam v Italijo in moraš mi tudi nekaj dokazati. Ampak ali je današnja država še vedno sposobna najti delavce, ki so pripravljeni opravljati takšno delo? Ker je lahko v besedah reči, da bom delo vrnil nazaj. Težko pa je to uresničiti. Pravzaprav, da zaključimo to temo, kaj je Trump dosegel? So si Američani že 20-30 let želeli, da bi Evropejci več trošili za orožje? Da. So dosegli, da bi Evropejci kupovali več ameriškega orožja? Ne. Želeli so, da bi se Evropejci finančno osamosvojili. Še ne, vendar je v načrtih Evropske centralne banke tudi digitalni evro in podobno. Torej, Francozi, kot ste videli, tudi zato, ker je včeraj išla zelo pomembna preiskava, so se Francozi začeli organizirati. Tudi na sistemih, ki so prej uporabljali ameriške, tudi na sistemih, ki niso več odvisni od Združenih držav Amerike. Kaj to pomeni? Da ta smer, ki jo je Trump začrtal pri, jaz jih imenujem, bivši zavezniki, ne boš ustavil z novim ameriškim predsednikom. V trenutku, ko si naredil, ko si naredil investicijo, to je podobno kot pri Trumpu, ampak kaj je to? Fantastično. No, moram reči, da je kot Švicar eden redkih duhovitih Švicarjev, ki sem jih spoznal v življenju, ker je res duhovit Švicar. On je predsednik Švicarske konfederacije. On je predsednik konfederacije, tisti s kapico. Ne vem, ni ravno najlepše. Ne vem, če bo švicarsko ljudstvo jutri cenilo tako kot mi to, kar je bilo zelo duhovito dejanje. Res zelo duhovito. Torej, stvar je takšna. Tukaj imaš svet, v katerem si sprožil strahove, skrbi, prisilil si politike, tudi evropske, da si zastavijo vprašanja, ampak če se mi kaj zgodi nekega dne, mi bodo Američani pomagali ali ne, ker na tem je temeljilo 80 let zavezništva. V zalivu, in s tem zaključujem, je odgovor že prišel v teh 3 mesecih. V zalivu, države zaliva, ki gredo kupovati drone od Ukrajincev, so že odgovorile Trumpu, tukaj nas nisi zaščitil. In poglejte, tudi danes so bile ameriške baze v zalivu napadene. To pomeni, da Američani niso bili sposobni zaščititi ne samo držav zaliva,
ampak niti samih sebe v zalivu. Pozor, to so dejstva, o katerih ne moremo reči, da bomo še videli, da bomo uredili, ker se tega ne da zlahka urediti. To je zagotovo izguba kredibilnosti, pravzaprav ravno nasprotno. Ameriška baza ti prinese težave namesto varnosti. In to je nekaj, kar bodo Arabci zagotovo upoštevali. Imam nekaj zate, Pavlo. Lavrov pravi, da Evropa poskuša spodkopati dogovore med ZDA in Rusijo. Kot da bi samoumevno jemali, da so dogovori, ki so jih sklenili s Trumpom na Aljaski, še vedno veljavni. Točno kateri? Ker po mojem mnenju Trumpu ni čisto jasno. Po mojem mnenju je Trump že pozabil, o čem so se pogovarjali na Aljaski. Ja, ampak mogoče mu je kakšen priden ruski uradnik rekel, piši, usedi se, dam ti pero, napiši, kar govoriš in to podpiši. Tudi zato, ker če se ne oprimejo tega, ubogi Rusi, kaj jim sploh ostane? Mislim, najprej se morajo na hitro naučiti kitajsko, če želijo govoriti z nekom, ki bo sploh poslušal do te mere. Edina pozitivna stvar na zahodni strani izvira iz dogovorov, iz srečanja v Anchorageu, kjer, vidite, se je jedlo, seveda se je jedlo odlično, tako kot je Trump rekel, pridem k tebi, ker vem, da se dobro je, pridem v Turčijo, pridem samo zaradi tebe. Ker kot ti mu pripraviš testenine, to zmoreš samo ti. Evo, takšna se zdi udeležba Trumpa na vrhu NATO. Rusom na zahodni strani ostane samo še to. Pravijo, mi imamo nekaj napisanega z vašim vodjo, ki ga oni še vedno smatrajo za našega vodjo in imajo prav, ki nam je obljubil to in ono, kar ljubko spregledajo. Je dejstvo, da tisto, kar naš vodja danes obljubi, ko zapusti sobo, je že pozabljeno. To je zapisano v pesku, Paolo, ja? Od mačka. Mačji pesek, pravzaprav tudi način, kako se uporablja pesek, kako ga uporablja maček, še okrepi vrednost peska po uporabi. Vidite sami, to je nekoliko elegantna perifraza, vendar je to dejstvo. Ta zadeva, ki nas, ki smo zavezniki, zmede. In si predstavljaj, kako zmede tistega, ki je vseeno tvoj nasprotnik. Pravi, kako naj jaz... Mislim, te stvari si je treba želeti, da bi imeli še malo Trumpa, da bi imeli še enega normalnega, s katerim bi lahko sklepali posle, tudi če je slab. Tudi Reagan, 2,0,1,0, nekaj, kar jih še vedno označuje za imperij zla. Ampak saj so vedeli so, s kom imajo opravka. V politiki je bistveno, da veš, s kom imaš opravka. Ker se vse vrti okoli tega. Na koncu se vedno vrnemo k starodavnemu pojmu stiska roke, koliko velja in koliko ne. Ker če ta ne velja nič, ne glede na to, kako jo olepšaš s pogodbami, izjavami, tiskovnimi konferencami, se na koncu vedno pokaže, koliko velja tvoja beseda. Trump in njegova administracija ter njegova lastna država dokazujejo, da nimajo, da njihova beseda ne velja, da je sploh nimajo. Kar je še slabše. Pravzaprav me je presenetilo, ko je na začetku prihoda Trumpa, še pred volitvami, tukaj vsi časopisi pisali, Rusi so za Trumpa, pomagali so mu dobiti glasove, take stvari. V resnici sem opazil, da so vsi ruski vojaški blogerji govorili, ne, mi hočemo Kamalo. Kamalo, absolutno. Prvič, malo zaradi mizoginije, je bilo bolje, da ne gre. Drugič, ker če ji rečemo, da bomo streljali z jedrskim orožjem, se bo tista res ustrašila. Ta je nepredvidljiva. Prvič, z njo se ne moreš dogovoriti. Drugič, če ga groziš, je ta tako nor, da mu spet popustijo živci, samo da ti dokaže, zato je zadnji sogovornik, ki bi ga želel imeti. Boljša bi bila Kamala, ki je bila bleda kopija Bidna, čeprav to ni bila, in bi se morda celo ustrašila, ko bi videla, kakšna je bila Bidnova politika, ki je bila šibka, kaj šele kakšna bi bila Kamalina. Torej, paradoks je bil, da so tukaj vsi govorili, da Rusi želijo Trumpa, v resnici pa so si želeli še bolj bledega in mehkejšega Bidna, še manj odločnosti in manj vpliva. Preden preidem na vprašanje Krima, izkoristim priložnost, da se zahvalim sponzorju, ki je seveda Incogni. Predvidevam, da tudi vi, tako kot jaz, vsak dan prejemate preklete neželene klice storitev, za katere se sploh ne spomnite, da ste jih kdaj uporabljali. Torej, ti dolgočasni robotski klici, ki vam ponujajo tarife in ponudbe,
Kako so vas dobili? No, zmedeni ste. Zakaj ste zmedeni? Ker vas imajo v svoji bazi podatkov. In kako ste pristali na tem prekletem seznamu? No, vidite, če ste se prijavili na kakšno spletno stran, na kakšno brezplačno storitev, potem, ker je bilo brezplačno, to pomeni, da ste bili izdelek vi. Torej zdaj, ko imajo vaše podatke, so jih prodali naprej. Kaj torej počne Incogni? Incogni je v bistvu storitev, ki skrbi za odstranitev podatkov, vaših osebnih podatkov. Ker običajno, ko se prijavite, vnesete e-pošto, osebne podatke in podobne stvari. Kaj počne Incogni? V bistvu posreduje pri posrednikih podatkov in poskrbi, da vas izbrišejo. Torej, cilj je zmanjšati količino informacij, ki jih puščate na spletu. To vam seveda pomaga, da ne pridete na te sezname za marketinške namene, predvsem pa zmanjša vašo prisotnost, zato vas manj kličejo, manj je ciljanih napadov, kot so prevare ali phishing. Zato si zapomnite, da manj podatkov na spletu pomeni manjšo možnost profiliranja. Incogni, za razliko od drugih, ne preprodaja vaših podatkov. Seveda, plača se malo, pravzaprav zelo malo. Če uporabite mojo kodo, dobite celo 60% popust. Seveda najdete povezavo v opisu in v pripetem komentarju. In poleg tega podpirate kanal. To je tisto, kar počnem. Ne pozabite, če vas ne najdejo, vas ne morejo motiti. Torej, Incogni je rešitev za vaše in moje težave. Vedno dodam še svoj osebni slogan. Kakšno vrednost dajete svojemu času? Kraj odgovorim na 15 telefonskih klicev manj in delam več. Torej, pridemo do vprašanja Krima. Torej, kaj se dogaja, kako se to predstavlja in tako naprej. Vedno obstaja ta težnja k pretiravanju pri vsaki akciji, ki jo izvede ena ali druga stran. Berijem o logičnih zmotah, kot so drseča pobočja, neizogibnost stvari, kaj ne? Nekako v smislu, kot da je Ukrajina že izgubila. Posodobite uro, že 5 let naj bi Ukrajina propadla, kaj ne? Fantomske napovedane ofenzive, ki jih nikoli nismo videli. Tista na Harkov in na Sumi, od določenih medvedkov nesreče. Zdaj se seveda dogaja ravno nasprotno. Na terenu se ne dogaja veliko, vse poteka precej počasi. Nekateri pravijo, da je parabola neizogibna. Dovolj je pogledati trend. Iskreno povedano, trend, ki ga spremljam, vsaj kar zadeva teren, ne kaže tega, kar pravijo nekateri ljudje. To je bil trend za leti 2024 in 2025. Trenutni trend je ta. To je trenutni trend. Torej, trenutno, če pogledamo trenutni trend, se mi zdi, da je tudi na terenu velika upočasnitev. To seveda ne pomeni, da to, kar se dogaja v Kimball Speedu, in to je primer. Poleg tega mi dovolite, o tem sem govoril pred 3 dnevi in naslednji dan je izšel video o robotskih izkrcanjih na Kimball Speedu, kot smo napovedali. Pravzaprav sva s Pavlom govorila prav o vrednosti takšnih izkrcanj in kaj bi lahko naredili. Kaj to doda kampanji, ki že poteka proti rafinerijam, proti energetskemu sistemu na Krimu, proti ladjam, ki prevažajo, ne toliko proti fantomski floti, ki prodaja bencin, nafto v tujino, ampak prav tem. Danes smo prišli do 114 ladij, plovil in podobno, ki so bile v enem tednu zadete v Azovskem morju. Torej, govorimo o res intenzivni kampanji. Zadete, ne potopljene. Ker vedno najdem kakšnega bedaka, ki reče 114 potopljenih ladij. Kaj si pil? Ne. Droni jih poškodujejo, ne potopijo. Nekatere so bile potopljene s čolni. 117 je zadnja posodobitev. Čemu vse to služi? In to je vprašanje, ki sva si ga zastavila s Pavlom, ko sva skušala uskladiti stvari na operativni, taktični, strateški ravni, pa tudi na ravni erozije podpore znotraj Rusije. Je to tudi operacija za oblikovanje razmer. V tem smislu skušajo uničiti logistiko, ustvariti krizno situacijo, ki lahko poleg videoposnetkov in teh stvari povzroči tudi pritoževanje ljudi, ampak tudi k eroziji podpore in priljubljenosti vojne.
Ampak po tvojem mnenju, ali ima to tudi dejanski namen, ali lahko te 3 ukrajinske brigade, ki so se premaknile v Mikolajiv Herson, dejansko pristanejo na drugi strani? Hvala, iskreno upam, da jim kaj takega ne pride na misel. Razložim zakaj, ker če je ena stvar, ki je Ukrajincem resnično primanjkuje, so to ljudje. Zdaj, 3 brigade so res veliko, to je divizija, nimajo jih zametati proč. Če v mislih ponoviti v manjšem obsegu okupacijo Kurska, recimo, potem bi imel odlične pogoje. V smislu, jaz si povrnem dober del ozemlja, ki si ga ti zasedel, v praksi dokažem, da sem sposoben osvoboditi in si ponovno prilastiti del ozemlja, ki si mi ga oduzel. To bi bil cilj, ki bi ga lahko uporabili na področju propagande, podpore, vsega tega. Podpore vsega, kar ni povezano z upravljanjem bojev na terenu. Da, vendar o vzdržnosti takšnega ukrepa zelo resno dvomim. Uporabno naravni možnosti vzdržnosti takega ukrepa imam zelo, zelo resne dvome. Seveda, če bi zavzeli in obdržali mostišče na okupiranem ozemlju, bi to pomenilo nekaj povsem drugega kot zgolj zastavico nad uničeno stavbo. To bi bilo nekaj povsem drugega kot zgolj zastavica nad uničeno stavbo. To bi pomenilo, glejte, ponovno si pridobivamo del ozemlja. En del. Kar skupaj s kampanjo, ki je res zelo pametna, za izčrpavanje Krima. Ker ko jim Krim postane negotova točka Kursk, negotov Krimski koridor, negotovo Azovsko morje, ki je v tem trenutku edini vir oskrbe. Kar se tiče prometa, Pavlo, od 30. junija se je število ladij zmanjšalo z 267 na 120. Tako je. Če jim tam vse to narediš nevarno, je Krim polotok samo zato, ker si ga mi izmislimo, ampak v resnici se obnaša kot otok. Zato, če na otok ne moreš ničesar spraviti od nikoder. Iz 2 morij, iz Črnega morja in iz Azovskega morja. In iz tiste vrste ozkega pasu zemlje, ki jo povezuje s kopnim. Ne verjamem, da začneš razmišljati o tem, da bi jo ponovno osvojil. Ampak Ruse prisiliš v nujne izbire, ker so Rusi prisiljeni, da jo obdržijo. Krim zaradi ugleda, zaradi vojaških razlogov, ker je Krim edina pomorska baza, ki jim je ostala na jugu Rusije. Tako da je ideja, da bi odšli in ne obdržali Sevastopola in drugih takih krajev, popolnoma nesprejemljiva. Trenutno obdržati Krim, torej ga braniti pred droni, protidroni, čolnički, polčolnički, motenjem signalov, predvsem kar obstaja, stane ogromno energije, ki jo Rusija sicer ima, v takšni obilici. Torej, ta del načrta je povsem v redu. Del načrta, kjer vržeš 3 brigade nekam tam spodaj in jih pustiš tam, je po mojem mnenju tisti del. Navajal sem zgodovinarja Krinkeja, kar ni bilo ravno srečno. Ja, je rekel, naredimo malo motilne akcije. Bila je motilna akcija, motijo, in to je to. Kot komarji to situacije ne spremeni. hotel sem, da to poveš. In sem to povedal tudi sam v tistem prenosu v živo, kjer sem bil sam, da povem, glejte, če začnejo delati majhne izkrcalne akcije in podobno, pozabite na to, kar bo pisalo v časopisih, kjer bo videti kot D-dan izkrcanje v Normandiji. Zagotovo je že novica o majhnih skupinah ukrajinskih enot, ki se izkrcavajo na Kimburne Spit, zdaj so to naredili z majhnimi čolni in robotskimi enotami. Zagotovo je to del ene izmed številnih plasti ukrajinske strategije za izolacijo Krima, da ga fizično izolirajo. Torej, z napadi na mostove, energetske centrale, rafinerije, skladišča goriva, pravzaprav na vse. Z napadi na barže, ki so prevažali z ene strani na drugo, z napadi na ladje v Azovskem morju, z napadi na avtocesto Mariupol, Melitopol, Krim, na mostove, ki so v tem območju. Zagotovo gre tudi za motnje strani ukrajinskih enot, ki postopoma preizkušajo rusko odzivnost.
ali pa lahko izvajajo nekakšen clickbait. Ker novica o ukrajinskih enotah na Kimberley-Spit ali južno od Hersona verjetno ne bi bila dobro sprejeta v Kremlju. In verjetno bi poslali sile, ki bi se tam utrdile. Tukaj je razlog, zakaj Rusi pogosto zasedajo, patruljirajo in se nato umaknejo z tega območja, ker gre praktično za veliko plažo z malo kritja. Če ostaneš tam, postaneš tarča napadov z droni. Zato bi lahko tudi spodbudili zasedbo teh območij na plaži in s tem povzročili žrtve. Ja. Opaziti je treba, da je večina dejanskih položajev, torej ruske obrambne linije, bolj v ozadju zasidrane južno od Hersona. In ne ravno na tem rtu. To bi zagotovo bila novica, o kateri bi se na veliko govorilo. Za trenutek predajam besedo Danielu, ker ima 5 minut in mora ujeti letalo, potem pa lahko midva in Pavlo nadaljujemo. Tako, ima čas, da pove svoje. Izvoli, Daniel. Zelo pozorno sem vas poslušal, ker se je v preteklih mesecih vedno govorilo o uničenju mostu, slavnega mostu, ki ga je odprl Putin, vi pa razlagate, da je strategija povsem drugačna. Zdi se mi, da je veliko bolj prefinjena, v smislu, da če bi ga uničili, bi potem videli, kaj bi bilo. Pravzaprav, če pogledamo na zemljevid, jih obkrožate. In nikoli ne bom pozabil, da je na dan osvoboditve na paradi v Moskvi, Putin mu je to uspelo, ker je prosil Trumpa, naj prosi Zelenskega. Naj mu ne vrže kakšne petarde na Rdečem trgu. In potem, ko so začeli napadati Krim, si je Putin drznil reči, da kvarijo turistično sezono Rusom, ki so hodili na dopust na Krim. Užlej, obstaja ena ključna točka. Mislim, da te bom za trenutek prekinil, ker se vračaš. Prvič, glede mostu, mislim, da je vedno obstajala rdeča črta in da jim zahodnjaki niso dali zmogljivosti, da bi ga uničili. In drugič, v novi ukrajinski strategiji, ki je popolnoma uresničena. Skoraj vsa z recimo lastnimi sredstvi v narekovajih, ker je vseeno prisoten del obveščevalnih podatkov in tako naprej. Vrnili so se tudi zahodni avaksi, zelo blizu Črnega morja, da bi patruljirali. Ob obali Romunije zagotovo pomagajo tudi pri izvidovanju za potrebe dronov. Mislim, da bo most v Kerču ostal odprt, ker je to vseeno način, da ljudje lahko odidejo. Torej, tam blokirajo logistično linijo, ki prinaša stvari s Krima gor, ali pa lahko prinese stvari od zgoraj na Krim. Most pa ostaja most. V vsakem primeru, po naših podatkih, nikoli ni bil tako zelo uporabljen za prevoz vojaške opreme. Ti so vedno raje uporabljali barže in tako naprej, morda tudi zato, da ne bi preveč pritegnili pozornosti na uporabo. Izgovor, da bi ga lahko napadli, tudi zato, ker je precej dobro zaščiten z vidika obrambe. Torej, mislim, da je ukrajinska strategija pravzaprav strategija zadušitve. Dvom, ki sem ga vedno izpostavljal in ga še vedno izpostavljam, je, koliko so Ukrajinci sploh sposobni to izvajati. Ker so po podatkih, ki so prišli ven pred 2 mesecema, imeli 5000 dronov na mesec. Zdaj jih imajo 11500. To ni organska rast, to pomeni, da so jih dali na stran. In prišla je izjava Zelenskega, ki pravi, da bodo izvedli 40-dnevno kampanjo. Tudi to podpira mojo tezo, da niso sposobni ohranjati takšnega pritiska na dolgi rok. Najbolj zanimiva stvar, ki je po mojem mnenju potem faktor, v katerem bomo veliko razpravljali s Pavlom, je tisti glede pritožb. Rusi pogosto pravijo, da se nisem ukvarjal s politiko, da nisem razmišljal o tem. Pridajo v trenutku, ko mora morda Putin izvesti novo mobilizacijo. Peskov je spremenil besede, ne pravi več, da ni posebna operacija, zdaj je vojna in tako naprej. Če jim že zdaj povzročaš težave, jim zmanjšuješ podporo ljudstva za vojno, ki že tako ni zelo visoka. Morda zanje, ampak za to odločitev za vojno pa res ne. V trenutku, ko mora razmišljati o še eni nepopularni odločitvi, in to bi pripeljalo do zastoja. Ker povem povsem iskreno, datum, ki ga je sam Putin ponovil 15krat, zadnjič je rekel 15. november,
za osvojitev Donbasa je nepredstavljiv. Rusi do 15. novembra ne bodo osvojili Donbasa. Že veliko bo, če do druživke sploh pridejo. Torej, po Kostjantinivki do 15. novembra bodo morali, če želijo napredovati, neizogibno mobilizirati več ljudi ali najti druge ljudi. In jih ne najdejo. V zaporih ni več ljudi, ki bi bili pripravljeni iti. Tudi pričevanja Girkin in drugih pravijo, da je bila leta 2023 vrsta. Zaporniki so čakali tudi 3 mesece, da bi šli v boj. Danes noče iti nihče. Nekdo je vprašal, ali je res, da je čas preživetja 20 minut. Ne, stvari je treba vedno povedati v kontekstu. Gre za 20 minut na 10 km kontaktne linije. Ni tako, da bi vsi umrli v 20 minutah ob prvem napadu. Ampak znotraj jurišne operacije, na tistih 10 km, kjer letijo droni, povprečno takšen rekrut, ki je ponavadi zapornik, tip, ki je malo pustolovec, resnično zdrži zelo, zelo malo. Povprečna življenjska doba zapornikov iz Azova je bila 2 meseca. Zelo zanimivo je in poslušal vas bom, ker me ta pogovor pritegne zaradi dejstva, ki je posledica tega, da se je pred nekaj meseci spremenil način spopada. Ko praviš, da Ukrajinci izvajajo napade globlje v Rusijo, to lahko storijo. Ne samo zato, ker imajo več vojaških sredstev, ampak tudi zato, ker niso več odvisni od Američanov, nimajo več omejitev pri uporabi orožja, ki jim ga Američani tako ali tako več ne dajejo. In zato so se pogoji spopada za Putina zagotovo spremenili. Zato se mi zdi zelo zanimiv scenarij, o katerem govorite. Še enkrat vas pozdravljam in se vidimo naslednjič. Vse najboljše vsem. Hvala. Živijo, hvala Daniel, živijo Daniel. Pavlo, rad bi, da podaš tisti pomembni govor. No, tisti pomemben govor. Ne. Po telefonu, ne? Pejdi. Kaj pomeni takšno dejanje tudi z vidika načrtovanja, ker mi res ne moremo vedeti, kakšni so cilji. Zdijo se precej očitni, vendar ne vemo, kaj želijo Ukrajinci s tem doseči. Mi smo predvidevali strateško izničenje, se spomniš? Jaz ne morem doseči svojih rezultatov, zato bom vsaj blokiral tvoje. In če se zdi, da je ta pristop, ki je posreden, asimetričen, te ne napadam neposredno na terenu, te blokiram na terenu in poskušam udariti na druge načine, ne zato, da bi uničil vojni stroj, ampak da bi spodkopal samo kontinuiteto vojne. Da ta pogovor, ki sva ga imela včeraj po telefonu, zahteva določeno pojasnila. To je namenjeno tistim, ki vidijo današnji dogodek, tovarno, ki gori, ladjo, ki tone, vojaka, ki izkrcava, tistega drugega, ki prihaja v sunkih, in to razlagajo kot znak zmage ali poraza ene ali druge strani. Torej, predlagal bi nekoliko bolj celovit pristop k zadevi, ker je to ista logika kot tista, da dali so nam 11-metrovko, zdaj bomo zmagali tekmo, ker so nam dali 11-metrovko. Ampak spomnim se, da je nogomet igra, ker ima pravila, ki jih delita obe ekipi, zato ni nikogar, ki bi se pretvarjal, da 11-metrovke ni bilo ali pa bi postavil 15 vratarjev pred gol, ker pravila to preprečujejo. Vojna v resnici nima pravil. So skupna in ima vidik skrivnosti in zmede, pogosto celo znotraj samega bojišča, vsakega posameznega bojišča, ki ga je zelo težko prodreti. Tako, želel sem poskusiti malo spomniti, unesti malo reda v to temo. Najprej nimamo zagotovila, da poznamo, kakšni so strateški cilji Ukrajine, niti Rusije. Torej, kam pravzaprav želijo priti? Eni in drugi. Poleg izjav, rokovanj in fotografij nimamo nobenega dokumenta. To so 3 kraji. Eno stvar je treba povedati. Pavlo, brez napovednika. Šli so v obseg, niso povedali ničesar. Preprosto so začeli izvajati po stopnjah. Ker najprej se je začela tista na koridorju in tista v globino. In potem se je nenadoma začela tista na Krimu. In potem sprožila. Ampak tukaj smo že na polovici faze. Tukaj smo na polovici faze.
Faza. Poglejmo prve ravni. Prve ravni so tiste na strateški ravni. Strateška raven je tista, da se razumemo ožji krog okoli Zelenskega in ožji krog okoli Putina. Ne samo Zelenskega in ne samo Putina. Ti dve osebi morata upoštevati, kaj si predstavljata, kaj želita, in tiste, ki jima omogočajo, da še vedno zasedata ta položaj, ne da bi bila ustreljena. To so tisti, ki določajo strateške cilje, ki jih ne objavljajo v časopisu, hočemo to, hočemo ono. Ker ravnotežje med tem, kar bi rad naredil, in tem, kar bom lahko naredil. Torej, ravnotežje med mojimi zmožnostmi in mojimi slabostmi ni tema, ki bi jo objavil. Rekel sem, rad bi obrnil Ukrajino na glavo, takoj, v 15 dneh. In nekdo reče, glejte, ekscelenca, z največjim veseljem, mi bomo to naredili. In mu razloži, zakaj. Ampak te novice, da tega ne more narediti v kratkem času, ni mogoče objaviti. Nasprotno, tisti drugi pravi, ponovno bomo osvojili vse. Glejte, ekscelenca, da bomo ponovno osvojili vse. Ne vemo zakaj, zaradi tega. Torej, strateško-operativna raven določa, kaj je končni cilj vojne. Kam želiš priti? Z sredstvi, ki jih imaš, z okoljem, ki te obdaja. Kaj si naredil? Notranje okolje, torej tvoje javno mnenje, tvoj industrijski in vojaški aparat, tvoja sposobnost vodenja, karizma pri prebivalstvu in številni drugi notranji dejavniki. In zunanji dejavniki, krog zavezništev, odkot ti prihaja denar, možnost, da vzdržuješ svoj vojni napor. Vsa ta mešanica ti določa strateški cilj, za katerega verjameš, da ga lahko zasleduješ. In to razmišljanje je vseeno prežeto z veliko negotovostjo na obeh straneh. Ni nobene gotovosti, ne da ga boš dosegel, ampak kaj se zgodi? Ta velik kup se preda vojaškemu aparatu. In preda se ga vojaškemu aparatu, diplomatskemu aparatu, industrijskemu aparatu, političnemu aparatu, obveščevalnemu aparatu in vsemu temu. Vse te ravni vedo, katera raven je tista, ki jo želiš. In vsak po svoje prispeva. Jaz govorim z vojaškega vidika. Vojaški vidik pravi, želiš moj vojaški prispevek k tej operaciji? To je to, odlično. Da bi dosegel ta cilj, dajem navodila. Podajam načrt manevra. Po mojem mnenju bomo ta cilj, bodi si Putinov ali Zelenskega, dosegli na ta način. Na podlagi tega načrta manevra, kjer je določeno, kaj je treba narediti, v kakšnem času, kdo mora to narediti in s katerimi sredstvi, se načrt postopoma spušča do ravni čete, kjer se govori o taktičnih zadevah. In to je tisto, kar najdejo ob izkrcanju. Na eni od plaž na Krimu, tisti, ki streli raketo, dron proti notranjosti, v okviru zapletenega načrta, na eni in na drugi strani, kaj zdaj gledamo? Da je Ukrajina pripravila še en načrt, da doseže svoj strateški cilj, ki ga v resnici še vedno ne razumem povsem dobro, kaj sploh je. Spremenimo sistem in moramo zasledovati cilj, da udarimo v ruski vojaško-industrijski aparat v globino, moramo spodkopati notranjo kohezijo, moramo spodkopati ugled ruskega predsedstva, moramo predvideti vzdržnost. To je primer gospodarskega foruma, nič od tega se ni spremenilo. Točno tako. Moramo preprečiti, da bi se nam to obrnilo, da bi se nam vrnilo kot bumerang. Mi smo v svojih pogovorih omenjali, če eden od teh dronov, ki ujame in ubije 300 otrok starih 6 let nekje v Rusiji, vsa ta strategija pade v vodo. Zato moraš tudi nekaj narediti in se strogo izogibati, da bi naredil kaj drugega. Če je cilj zmanjšati podporo, vmes obstaja tveganje eksperimentiranja. In to je načrt na operativni ravni. Načrt na taktični ravni upošteva eno stvar. Na taktični ravni vojna z droni, in to je prava novost rusko-ukrajinske vojne, onemogoča manevriranje. S tem se vračamo k primerjavi s Prvo svetovno vojno, ker je dvojec, trojec, artilerija, žična ograja, mitraljez takrat spravili milijone ljudi v jarke in od tam se nisi mogel premakniti. Vsakič, ko si poskušal napredovati, si sprejel, da boš imel 20,000 mrtvih. Ampak v bistvu je ta novost artilerija, mitraljez in bodeča žica
ustavila idejo vojne za kakšnih 20-30 let, vse do druge svetovne vojne. Zdaj je prihod dronov ustavil staro idejo vojne, morda za 10 ali 20 let. Zato sta ta tako za Ruse kot za Ukrajince na taktični ravni veljalo. Ne premikamo se nikamor naprej. Premik bomo lahko dosegli le z rezultati na operativnem ali strateškem področju. Tukaj so droni, tukaj so take stvari. Vprašanje je, zakaj Rusi ne naredijo tega in onega? Ker, če pogledajo na koledar, ugotovijo, da maja volijo Francozi, volijo Italijani, pade, morda bo zamenjan kancler v Nemčiji. Za Trumpa se ne ve, ali bo na koncu zmagal ali ne. Se pravi, vedo, da je edina stvar, na katero Ukrajinci res ne morejo vplivati, to, da so 100% odvisni od podpore Zahoda. Če zaradi zunanjih razlogov, ki niso povezani z Ukrajino, ta podpora pade, se samodejno fizično oslabijo in odpre se nov scenarij, novo načrtovanje in morda celo novi strateški cilji. Trenutno Rusi pravijo, počakajmo, da zdržimo vsaj do začetka zime. Upajo na črnega laboda. Upajo. Kakšna revolucija? Trump je sam po sebi črni labod, ker jutri naredi nekaj. In Ukrajinci upajo, da bodo do začetka zime uspeli vzpostaviti drugačne pogoje. Morda upajo, da so to zadevo malo preračunali. Tako razložimo, kaj je črni labod. V smislu, to, kar vam skušamo razložiti in kar smo tudi zapisali v knjigi, je, da kdorkoli vam reče, zmagali so Ukrajinci, zmagali so Rusi, ali razglasijo zmago v eno ali drugo smer od začetka vojne ali v prihodnjih letih, ne uporabljajo znanstvenega kriterija, ker se podatki sproti spreminjajo in pojavljajo se novi. Naprimer, videli smo to kampanjo, kaj ne? Najprej v globino, potem po koridorju, nato je sledil napad na energetske postaje, potem so prišli mini izkrcanja z roboti, zdaj je prišla kampanja v Dazovu. Mi, da bi razumeli, kaj počnejo Ukrajinci, moramo kot Janko in Metka narediti obratni postopek. Vsakič, ko oni dodajo plast, en sloj, eno kampanjo na drugo kampanjo, poskušamo sklepati, ko te stvari združujemo, ampak nimamo povsem jasno, kam želijo priti. Vidimo sproti. Vidimo stvari, ki se dogajajo in lahko sklepamo z uporabo logike. Ampak, kot smo videli v tej vojni, so bili taki, ki so mislili, da Ukrajinci nikoli ne bodo vstopili v Kursk, in taki, ki so mislili, da bodo Rusi leta 2024 zlomili Ukrajince. 25 in v določenih trenutkih so prišli do kritičnih točk na eni in na drugi strani. Bili so tudi taki, ki so mislili, da bodo Rusi leta 2022 potisnjeni nazaj v Donetsk. In dejansko sta dve ofenzivi uspeli. Črni labod je primer, kot je tisti v Ormuzu. Tisti, ki je mislil, da se bo Trump nekega jutra zbudil in začel bombardirati Iran, čeprav se takrat ni dogajalo nič, se je motil. Niso bili posebej, recimo, jezni, niso izstreljevali raket, niti niso podpirali. Črni labod je tisti dogodek, ki ga ne moremo predvideti. In v tej vojni črnih labodov smo jih videli veliko. Ne tako veliki, da bi popolnoma spremenili pravila igre, vendar se lahko pojavijo. Jutri, kot smo rekli, se lahko Putin zbudi, že začenjajo uvajati vojni diskurs in ne več govoriti o posebni operaciji, pošljejo lahko 1 milijon mož in Ukrajinci bi se znova znašli v težavah. Lahko bi se spremenila evropska podpora. Trump bi si lahko nenadoma premislil, če bi mu to koristilo za volitve, glede pošiljanja orožja Ukrajincem. To vam želim povedati zato, da razumete, da analize veljajo le za kratek čas, ker se podatki nenehno spreminjajo in veliko stvari sploh ni mogoče predvideti. Ker človeške odločitve na eni ali drugi strani niso nekaj, kar bi lahko jaz pridobil na terenu. Na terenu ste videli, koliko informacij smo uspeli pridobiti o tem, kaj se dogaja na Krimu. In dobro ali slabo, mislim, da imamo približno 70% vpogleda v to, kaj se dogaja, kakšni so nameni v tem obleganju, v tej seriji. Ampak jutri zjutraj bi lahko Zelenski naredil kaj drugega. Enako velja za Putina. To pomeni, da kdorkoli misli, da ima resnico o koncu te vojne, vam prodaja kup
neumnosti. In tudi glede moči, ko pravijo, da je Ukrajina zdaj že samostojna, to sem slišal večkrat, slišal sem na televiziji, pogosto mi to ponavljajo, da je Ukrajina zdaj samostojna, da lahko udari, proizvaja orožje in udari, kadar hoče. Torej, ne, Ukrajina je zelo napredovala, proizvaja precej orožja, vendar ni samostojna. Iz preprostega razloga, ker teh istih orožij brez ne dovoljenja, ampak sodelovanja Združenih držav in njihove opreme ne more uporabljati. Če nimaš v ozadju celotnega satelitskega obveščevalnega aparata, če nimaš v ozadju vsega tega celotnega aparata za vodenje teh stvari, za ciljanje, ki ti pove, to je pot, po kateri moraš iti, to je pot za pobeg, to je položaj zračne obrambe, to je stopnja pripravljenosti zračne obrambe. Vse to so izjemno dragocene informacije, ki ti omogočajo, ne rečem, da zadeneš zanesljivo, ampak da prideš tja dobro vnaprej opozorjen. To ni avtonomija, to pomeni, da so Združene države zamenjale neposredno podporo s topovi, raketami in granatami, zato da, poslušaj, to ti plačajo Evropejci, oziroma to nam plačajo Evropejci. Mi vam še naprej dajemo, morda vam damo celo več na tem področju. In tega ne počnejo iz dobrote, ampak zato, da preizkusijo te sisteme na operativnem področju. Torej, količina informacij, zdaj imam praznino v spominu, ampak Mirko mi bo pomagal, katere so agencije ali podjetja, ki to počnejo. Od Palantirja naprej, do GPS vodenja, do sistemov vodenja, lahko jih ti našteješ. Seveda. Preveč jih je, da bi jih naštel. Preveč jih je bilo, da bi mi uspelo. Prihajala mi je na misel Tropicana, ampak se mi, oprostite, ni zdela primerna. Ampak Anthropic. Jaz moram iti na počitnice. Moram iti na počitnice. Ampak kje bojo vsi ti ljudje še kdaj imeli priložnost zbrati preverjene podatke proti pravemu sovražniku, ki niso talibani ali 4 ogupanci sredi puščave? To so ljudje, ki imajo vseeno organizirano zračno obrambo, imajo poveljniško strukturo, imajo klasična bojna sredstva, zaradi česar lahko razvijaš za svojo vojsko. Tistih 300 milijard Trumpa zmogljivosti, ki jim prinašajo 20 let premoči vnaprej, poslušaj, to je ogromen poligon, ni to dejanje dobrote. Obstaja interes. In to precej. In poskusi, ki pomagajo tudi na primer vodstvu flamingov, da z umetno inteligenco dajo informacije o tem, kam naj se premikajo droni, rakete in tako dalje. To zagotovo počnejo tudi zaradi svojega interesa. To je praktično test. To počnejo zaradi svojega interesa. Ni tako, da. Elon Musk ni posebej radodaren. Če uporablja Starlink, je to zato, ker je to demonstracija. Ves svet vidi, kakšno težo ima zasebna industrija, ko ponudi Starlink. To, kar počne, je pravzaprav tisti element, ki Rusom manjka, da bi lahko ponovili tovrstno kampanjo, kot so jo izvedli Ukrajinci. Viš, kakšna reklama je to za proizvajalca nekaj takega? Da, spomnim se, rad bi spodbudil k razmisleku vse, ki nas tako potrpežljivo poslušajo v tej zelo vroči poletni noči, da že od časov Giovannia delle Bandiere nismo videli zasebnika, ki bi vodil vojno. Ker če je tema samo, da plačaš in dobiš storitev, prej ali slej se bo zgodilo, da bo kakšen šejk, kakšen poceni diktator z lepim kupčkom denarja rekel, poslušaj, najamem si Starlink in pokončam edino osvobodilno gibanje v državi. Ker reveži nimajo denarja, da bi si ga kupili. Torej, popolna odstranitev moralnega ali političnega vidika iz vojne in uvedba zgolj ekonomskega vidika odpira resne pomisleke, ki segajo daleč onkraj Ukrajine, pa tudi Irana in tudi Izraela v prihodnosti. To so korporativne vojne, kot jih predvidevajo številna znanstveno-fantastična dela, kjer praktično obstajajo le še mega korporacije, držav ni več, obstajajo mega korporacije s svojimi vojskami, s svojimi tehnologijami in tako naprej. To sem želel poudariti, tendenco, ki jo opažamo poleg vprašanja tako imenovane demokratizacije vojne. Saj se zdi, da si obe strani izmenjujeta napade z droni, ker so prav ti tisti, ki opravijo večino dela. Vsekakor bolj učinkovito na ukrajinski strani, saj je zaradi umetne inteligence, Starlinka in podobnega način uporabe ukrajinskih dronov zagotovo učinkovitejši od ruskega.
To pa ne pomeni, da tudi na klasični ravni Rusi z Iskanderji in vsemi drugimi kaha raketami, ki jih izstreljujejo v velikih količinah. Tukaj lahko vidite število ukrajinskih napadov, torej stvari, ki so jih zadeli Ukrajinci z rumenimi zvezdicami, rdeče pa predstavljajo ruske napade. Zato je treba vedno upoštevati vse dejavnike. Rusi vodijo kampanjo po vsej Ukrajini. Ukrajinci pa so upravičeno, ker imajo bolj omejena sredstva, svoje napade osredotočili na bolj omejene cilje. Zagotovo pa imajo ti cilji veliko vidnost, velik politični pomen. Ker je bila Krim Putinov dragulj, njegova največja zmaga in tako naprej, je tukaj tudi ogromna simbolika z povezavo s Kerškim mostom in podobno. In paradoksalno me je to spomnilo na to, kar so Angleži počeli z Wellingtonom na Portugalskem. V kakšnem smislu? Ko si velesila, no, oni to niso, pomorska velesila, ampak ko poskušaš soočiti ogromno kopensko velesilo, nočeš se soočati z oči v oči z glavnino njihovih sil. Želiš se boriti na obrobnem prizorišču, ki tej velesili povzroča veliko napora. Angleški poseg na Portugalskem je praktično prisilil samega Napoleona, da je moral iti tja, ker njegovi generali niso mogli premagati Wellingtona. In zato je bil to zelo velik napor glede na dejansko grožnjo, ki so jo predstavljali. To je šlo tako daleč, da so morali odstraniti španske vladarje in tja postaviti Napoleonovega brata, ki je mimogrede pobegnil, ko so se stvari obrnile na slabše. To je zato, da pokažemo, da gre za zelo smiselno strategijo, zelo blizu njihovega ozemlja in da je za Ruse paradoksalno težko to vzdrževati. Zaradi same narave, morfologije terena, je to zagotovo ena najbolj ranljivih točk, ki jih imajo Rusi. Zakaj ta vrsta kampanje, ki jo izvajajo v Belgorodu, praktično ne bi imela nobenega učinka ali ne bi mogli uporabiti istih stvari, kot jih počnejo Ukrajinci? Torej so Ukrajinci našli najšibkejšo točko, najdražjo točko za Ruse, ki jo morajo vzdrževati, braniti in ponovno vzpostaviti. In po mojem mnenju zelo stavijo na izjemno neuravnoteženo tehtico. V primerjavi s stroški, ki bi jih morali Rusi nositi za obdržanje Krima, glede na to, kako učinkovite so ukrajinske kampanje, glede na svoj strošek. Ne samo to, ampak če bi jutri zjutraj začeli pogajanja za prekinitev ognja in na to za mir, lahko danes postavite na mizo dve dejstvi. Prvič, Donbasa niste v celoti zavzeli, in to je res. Drugič, Krim ste nam vzeli leta 2014. Ne morete jo obdržati, ne samo, da ne morete obdržati Krima, ampak niti morje okoli njega, ker če želite, vam dovolimo, da obdržite Krim. In to so objektivna dejstva. Zdaj je jasno, da na teh predpostavkah Putin nikoli ne bo šel za pogajalsko mizo. Ker mora biti vsaj eden od teh dveh elementov, bodisi Donbas ali Krim, nedvomno njegov. Vendar, da bi to dosegel, je bilo dovolj že, da se je spremenilo dojemanje celo pri Trumpu. Ta stvar, glede govora. Glejte, to je tudi glede določanja ciljev. Jaz, imam nekaj dvomov, da je vse to resnično delo Kijeva. Ker je proces ciljanja, ocenjevanja, prednosti in slabosti tako zapleten, tako podroben in poln ljudi, da si rečeš, kaj pa ti sploh tukaj počneš? Sem del skupine za ciljanje na milijonskem sestanku. Si rečeš, resno? Kaj? Vidim bolj kot nekaj, kar se na koncu predloži v odobritev Ukrajini. Reče nam, da smo dobili ultimat, da pokrijemo teh 25, se strinjate? Pravi ne, morda teh 22, ja, teh pa ne vem. Torej, bolj kot da bi bila to zadeva neka avtonomna sposobnost vojske. Glej, je to dovolj z vidika fizične proizvodnje dronov? Ja, ne to ja, ampak kam jih poslati? Ostalo, kam jih poslati, v kakšnih časovnih okvirih, kateri so cilji, ocena škode in tako naprej, je veliko načrtovanja. Veliko je zunanjega načrtovanja in to se vrača med slabosti ukrajinske države, ker če greš udariti to, se znajdeš z droni in jih izstreliš, nekje bodo padli. In tam, Pavlo, nastopi težava za Ruse. Rusi vedo,
da je velik zahodni vpliv z vidika umetne inteligence, načrtovanja, avaksov, ki zagotovo letijo, da dajo informacije Ukrajincem in oni vedo, da tega ne morejo ustaviti. To je tema, o kateri se veliko govori znotraj ruskih vojaških blogerjev. Pravijo, da Ukrajinci res povzročajo veliko škode in da nas spravljajo v krizo na Krimu in na rafinerijah. Dejstvo je, da fizično skoraj 90% dronov zdaj izdelujejo sami. Seveda s financiranjem in podobno, ampak tehnično so droni proizvedeni ali sestavljeni. Recimo raje sestavljeni, če želimo biti natančni. Kako naj odstranimo tisti element, ki Ukrajincem omogoča to stvar? Ker laboratorijev je preveč in so premajhni. Obveščevalne podatke, če jim jih zagotavljajo v Ramsteinu, prek Starlinka ali z umetno inteligenco in podobno. Kako naj mi ustavimo te stvari? In tam se začnejo odpirati razprave. Odklopiš proizvajalce. Odklopiš proizvajalce. Torej, namesto da odklopiš, namesto da greš na konec cevi, greš proti pipi. Torej, če želiš ustaviti vodo, ali daš zamašek na konec cevi, ampak potem pritisk iz pipe ta zamašek izstreli, ali pa zapreš pipo. Ker braniti, proizvajati več protiletalskih sredstev, postavljati ljudi, kot so jih na avtocesti, vsakih 30 metrov enega človeka s plaščem, to niso rešitve. To so paliativi, Ne zdraviš problema. ne zdraviš problema. Problem se bo s časom povečal pravzaprav. Ravno zato, ker se lahko znova pojavi Milijeva alternativa. Se spomniš, ko je rekel, fantje, dlje od tega ne gre, uspelo mi bo iti naprej. Lahko alternativa, torej Morda je ta ofenziva, ampak ponavljam, morda. Ni me poklical niti Putin, niti Zelenski. Morda je cilj, si znova pridobimo bolj ali manj močan položaj in potem začnemo s pogajanji, zavedajoč se, da mora vsak pogoltniti svojo grenko pilulo. In tukaj se vračamo na pogovor, s katerim smo začeli to razpravo. Ali ta stavek sovpada z strateškim ciljem, ki so si ga zastavili na začetku te vojne? Ali pa nima nobene zveze? Ker če nima nobene zveze, se vojna nadaljuje, bodisi strani Rusije ali tudi strani Ukrajine. In dejstvo, da nimamo pojma, kakšen je cilj, ne želja, tisto, kar bi mi bilo všeč, tisto, kar bi si želel. Morda bi si Putin želel izbris NATO, srčni infarkt za Trumpa in vrnitev ambasade v Deder, to je pač njegov sen. Ampak med tem in tem, kar lahko realno naredi, je določena razlika. Da odgovorim te v Voxu, ni motilca, ki bi podaril vse drone. To je nesmiselno. z umetno inteligenco zdaj droni, ko recimo dobijo tarčo v vidno polje, identificirajo tarčo in gredo svojo pot. Torej, motenje ti praktično nič več ne pomaga. Mimogrede, ne vem, če si videl prenos v živo, ki sem ga naredil pred nekaj meseci v Ciecare l'Orso, kjer sem to omenil. Kot vsi, analitiki Osince opazili intenzivno kampanjo v Ukrajini za uničevanje anten, radarjev, protiletalskih sistemov in tako dalje, kar je bilo zagotovo priprava na nekaj drugega. Zakaj bi se osredotočil prav na te stvari, če potem ne nameravaš narediti še česa drugega? In najprej moraš počistiti teren. In počasi, kos za kosom, delček za delčkom, so se stvari pokazale. Ni tako, da sem pred kratkim kar naenkrat prišel na idejo, da bi pristal v Kimberlospitu, ker sem zjutraj doživel razsvetljenje na poti v Damask. Ampak zato, ker Ukrajinci že kar nekaj časa na tistem območju izvajajo dejavnosti z droni, Serateja. Ker NASA Films že tedne prikazuje toplotne sledi na tem območju, kar nakazuje, da tam poteka velika dejavnost bombardiranja ali uporabe dronov. Ukrajinci potegnejo ven robota, ki pride iz čolna v to območje, so premaknili 3 brigade. In moja naloga je, da poskušam zbrati čim več podrobnosti, jih povezati in poskušati razumeti, kaj za vraga se dogaja. Strateški problem tukaj je, da se s tema dvema strategijama, kakršnikoli že sta, vsaj kolikor vidimo, vojne ne dobi. V smislu, da se na koncu ozemlje ne ponovno zavzame, preprosto se poveča obseg škode, ki si jo povzročajo. Danes sem si ogledal tudi prenos v živo polkovnika Stirpeja, ki je povedal nekaj pravilnega.
Ti dve strategiji, ki jih Rusi izvajajo z raketnimi napadi na Ukrajino, nekoliko spominjata na vojno v Jugoslaviji, kjer se linije niso premikale, a so se spopadi nadaljevali. Približno enako je tudi tukaj. Linije se skorajda ne premikajo, vendar se še naprej strelja z vedno intenzivnejšimi metodami in vse večjim obsegom ognja, zato bi se to lahko nadaljevalo še dolgo časa. Rusi morda zato, ker nočejo več zapravljati ljudi, ker želijo videti, ali bo politična podpora Ukrajini ostala, Ukrajinci pa zato, ker nimajo možnosti niti ljudi za poskuse ofenziv, imajo pa možnost povečati obseg ognja. Tako bi se ta vojna lahko nadaljevala s takšnim izmenjevanjem, potencialno tudi več let, če bodo dejavniki, ki jo podpirajo, ostali enaki. Črni labod je vedno za vrati. Ne vem, kaj se bo zgodilo čez 2 leti na evropskih volitvah, ali kaj se bo zgodilo glede na odločitve, ki jih bo sprejel Putin znotraj Rusije. Če pa ostane tako, se bo fronta skoraj ustavila in bo preprosto prišlo do opustošenja na eni in na drugi strani. Ni naključje, da so Rusi v zadnjih dneh bombardirali Odeso. In pozabite na to, kar pravijo mediji. Zadeli so 2 ladji, tako imenovani ribiški ladji in tako naprej, ki sta bili v Odesi, nista bili ribiški ladji. Bili sta ladji, ki sta imeli v sebi ukrajinske drone, brezpilotne čolne in tako naprej. Nekako tako, kot smo mi delali, ko smo v Španskem zalivu spuščali pršiče, da bi napadli Angleže. Torej so preučevali, ker imata oba, tako zaradi bližine kot zaradi znanja, oba imata mrežo humint obveščevalcev znotraj svojih držav. Torej so tudi v Odesi vohuni, ki so zagotovo poročali, da so ti ukrajinski ribiški čolni v resnici odhajali ven, se pretvarjali, da lovijo ribe, v resnici pa so spuščali drone. Enako se dogaja tudi na drugi strani. Ukrajinci opazujejo, kaj počnejo Rusi. In v Krimu obstaja mreža ukrajinskih aktivistov in vohunov, ki zagotovo poročajo in morda celo ocenjujejo škodo v imenu Ukrajincev. Ta 2 dejavnika bosta verjetno vojno naredila vse manj verjetno. Vedno manj je pripravljenosti na eni in na drugi strani, da bi novačili ljudi. Razen, če se ne pojavi znameniti črni labod, ki bi spremenil potek dogodkov. Za Ukrajince to pomeni zunanjo podporo, za Ruse pa verjetno pomanjkanje ljudske volje za nadaljevanje te vojne. To je zanj zagotovo najbolj nevarna stvar. Rekel bi, da smo povedali vse, Paolo, ne vem, če imaš še kaj za dodati. Za tiste, ki ne vedo, je Francija zaostajala za 2 gola. Danes, na dan njihovega novega državnega praznika, Francija zaostaja za 2 gola proti Španiji. Za tiste, ki ne vedo. Ne praznujejo ga najbolje. Ne, dobro so to sprejeli. Jaz bi rekel, da smo povedali vse, razmislite o teh stvareh, pustite to, kot sem vedno govoril skozi leta. Tisti, ki vam pravijo, da je ta odpisan in da je tisti odpisan, tisti bodo padli, tisti ne bodo padli in tako naprej. Lahko preprosto opazujemo, kako se stvari odvijajo, poskušamo razumeti, kakšni so cilji, kot Janko s piškotnimi drobtinami, ali kot detektiv, namig za namigom. To je največ, kar lahko naredimo. Preroki vojn ne obstajajo. Zato hvala vsem, ki ste nas spremljali, tudi v tem vročem juliju. Hvala generalu, hvala Danielu, ki se je oglasil. Verjetno se vidimo konec tedna. Lahko noč.